Obdobje na prehodu v 20. stoletje se je kljub številnim spremembam, ki so presenečale starejše generacije, zdelo počasno. Monarhija je dajala vtis večnosti. V začetku stoletja je izbruhnilo več kriz, ki so svet privedle na rob spopada. Vojaški strategi so pripravljali ofenzivno-obrambne koncepte in povečevali vojaško industrijo. Pod okriljem Habsburške monarhije v državi, ki se je od leta 1867 imenovala Avstro-Ogrska, so v zgodovinskih deželah na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem, Primorskem z Goriško in v Istri dolga stoletja živeli tudi Slovenci. Monarhijo je od leta 1848 do svoje smrti 21. novembra 1916 vodil Franc Jožef I., ki je v svojem dolgem 68-letnem vladanju postal eden simbolov večnacionalne monarhije v osrčju Evrope. Njegova priljubljenost med prebivalstvom je naraščala in se spreminjala v očetovsko podobo kot metaforo urejenosti in tradicije. Ko je v ta vsaj navidezno mirni življenjski utrip vdrla vojna, so se le redki zavedali njenega rušilnega vpliva in sprememb, ki jih je prinesla. Avstro-Ogrska je bila vojaško razdeljena na 16 korpusnih območij. Slovensko ozemlje je bilo vključeno v 3. korpus s sedežem v Gradcu. Naborni sistem je bil organiziran teritorialno. Polke so sestavljali vojaki iz posameznih območij, moštva polkov pa so odražala narodno strukturo mobilizacijskih okrajev. Nekateri med njimi so bili tako povsem slovenski. Za domače vojake kranjskega 17. pehotnega polka je bilo tako med prebivalci uveljavljeno ime Kranjski Janezi. V Ljubljani so imeli svoj štab in dopolnilni bataljon, vojna pa jim je skvarila praznovanje ob stoletnici prihoda v Ljubljano. Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova žena češkega rodu Sofija Hohenberg-Hotek sta za ogled manevrov in obisk Sarajeva nesrečno izbrala 28. junij 1914, srbski narodni praznik Vidovdan. Streli Gavrila Principa so bili za cesarski par usodni. Atentat je med prebivalci slovenskih dežel in širom monarhije sprožil ogorčenje. Mesta so razobesila črne zastave, širila so se domoljubna čustva. Bližajoče se vojne, nepričakovanih razsežnosti ni bilo mogoče ustaviti. Jo je sploh kdo poskušal? Na avstro-ogrsko vojno napoved Srbiji je Rusija odgovorila konec julija s splošno mobilizacijo. Tako je spor med Srbijo in Avstro-Ogrsko iz navidezno lokalno omejenega spora postal mednarodno vprašanje. In kljub poskusom, da bi krizo rešili s političnimi sredstvi, je bila vojna neizbežna. Plaz mobilizacij in vojnih napovedi je zajel Evropo, v kateri so začele ugašati luči, kot je tragično posledico neuspeha diplomacije označil britanski zunanji minister Edward Grey. Z začetkom vojne se je politično življenje v monarhiji umaknilo vojni propagandi. Državni zbor je bil razpuščen, strankarsko življenje je bilo skrbno nadzorovano, nato je povsem zamrlo. Mnogi Slovenci so bili internirani, med njimi ljubljanski župan Ivan Hribar, in izražanje narodnih čustev se je umaknilo iz javnega življenja. Vzdušja ob začetku vojne se spominja Jože Hameršak, ki je pozneje tudi sam odšel na bojišče. Cesar Franc Jožef je izdal manifest narodom Avstro-Ogrske. Začetek vojnih operacij je pričakovati vsak čas. Dunajska vlada navdušuje narode z raznimi manifesti. Vsak dan lepijo po Ljubljani nove lepake naperjene proti Srbiji. Ulice so vedno bolj polne, stalno se vršijo burne demonstracije, ljudstvo je popolnoma ponorelo.
Izšel je ukaz, da se postavljajo straže na železniških progah. Vse državne ustanove, kot so železnica, pošta, banka, je prevzela vojaška oblast. Ljudstvo je mislilo, da bo Avstrija kar pohodila Srbijo. Vsi smo pričakovali, da bo vojna kratkotrajna in majhna. A zmotili smo se. Izbruhnila je svetovna vojna. Hodili smo na glavno železniško postajo, odkoder so odvažali razne marš bataljone na daljni jug. Vojaki so bili ovenčani s šopki, kakor da odhajajo na kakšno ohcet in ne v vojno. Ko smo nekoč pasli radovednost na železniški postaji, nepričakovano pripelje vlak Rdečega križa s prvimi ranjenci. Ko so ljudje to videli, so postali zamišljeni in ni bilo več prejšnje razposajenosti in navdušenja. Na slovenskem ozemlju je bilo v prvem letu vojne vpoklicanih od 30 do 35 tisoč vojakov. Pehotni polki, v katerih so večinoma služili Slovenci, so bili del 3. korpusa, ki je leta 1914 odšel na vzhodno bojišče proti Rusiji. Avgusta je avstro-ogrska vojska sodelovala v obsežnih spopadih v Galiciji, kjer je bila v težkih bojih zdesetkana. Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico, brez glave, brez vodstva. Prej smo vedno mislili, da pojde vse tako v redu, kot je šlo na vežbovališču in ob paradah. A zdaj je padalo vse navzkriž, zvijalo se v krvi, ječalo, skrivalo se, bežalo, vse navzkriž je treskalo, žvižgalo, frčalo. Gališke poljane so zakrvavele. Take vojne si nismo predstavljali in o tem nam niso nikdar pravili naši oficirji. Se je spominjal Ivan Matičič iz 27. domobranskega pešpolka, pozneje preimenovanega v 2. gorski strelski polk. Izkušnje prejšnjih vojn so vzbujale upanje, da bo vojna kratka. Srečanje preživelih strateških konceptov napada s sodobnim orožjem je povzročilo ne le, da se pričakovanja niso uresničila, temveč da so značilnost vojne postali strelski rovi, v katerih so množice vojakov izgubljale življenja.